Tako, dragi zbrani, radi bi vas povabili, da se nam pridružite v središču, torej na tem prireditvenem prostoru pred odrom, tako da vsi tisti, ki ste v parku, da se nam pridružite tukaj v sredini, da zapolnimo seveda ta prostor. Sicer pa v zadnjem času so na vse mogoče načine skušali prepričati, da bi na današnjem shodu morda lahko prišlo do neljubih dogodkov. Udeleženci javnega shoda Zbora za republiko si tega ne želimo. Ta zbor je namenjen vsem ljudem dobre volje željo, da mine mirno, v spoštovanju drug drugega in do praznika kulture. V primeru, da bi med prireditvijo opozorili, tako je, v primeru, da bi med prireditvijo opazili morebitne poskuse vnašanja nemira med publiko, predlagamo, da ohranite dobro voljo, se umaknete in take osebe seveda prijavite in jih s ploskanjem pospremimo s prizorišča. Čez nekaj trenutkov pa bomo na prizorišče povabili tiste, ki bodo nas danes nagovorili na čelu s predsednikom Zbora za republiko, doktorjem Lovrom Šturmom. Kajti danes gre za nas, danes gre za Slovenijo. Sonce se smeji, smo spet veseli vsi, z nahrbtnikom in palico spet bomo vandrali. Ko sonce je na poti, smo že na cilju vsi, doma še žganje juhica ti željo oblaži. Pred nočjo tu se zberemo, pod kopom že gori, že vsak drži za porcijo medu, kako diši. Oddahneš si v senčici, takrat se ti zazdi, na zdaj v planinski raj prepeval bi vse žive dni. Mladi fantje in možje in mamice dekleta na planine vandrajo dolga, dolga leta. Dobra volja, sončen dan in vesela družba, nam se zgodaj tja v gore naj popeljete. Dobra volja, sončen dan in vesela družba, nam se zgodaj tja v gore naj popeljete. Nazaj v planinski raj prepeval bil se žive dni, ker toplo sonce se smeji, smo spet veseli vsi, z nahrbtnikom in palico spet bomo vandrali. Ko sonce je na poti, smo že na cilju vsi, nazaj v planinski raj prepeval bil se žive dni.
fantje in možje, mamice dekleta, na planine vandrajo dolga, dolga leta. Dobra volja, sončen dan in vesela družba, na vse zgodaj tja v gore naj popeljete. Dobra volja, sončen dan in vesela družba, na vse zgodaj tja v gore naj popeljete.
v stenah Triglava in joče veter leden, kjer zele so skale, vihrava ti srce, pojo gori in molčijo stezi. Kjer zele so skale, vihrava ti srce, pojo gori in molčijo stezi. Sameva drobna planika in veter joče leden, le skrivajte megle med skali. Spoštovani zbrani, še enkrat toplo in lepo pozdravljeni tukaj v Ljubljani na shodu Zbora za Republiko. Spoštovani, danes gre za Slovenijo. Za Slovenijo gre in sedaj se nam pridružujejo tisti, ki nas bodo danes nagovorili na čelu s predsednikom Zbora za Republiko, doktorjem Lovrom Šturmom. Z nami je tudi gospa Barbara Brezigar, magister Bernard Brščič, doktor Andrej Umek, gospod Aleš Hojs, gospod France Cukjati in sicer nadaljavo bomo rekli tudi predsednik Vlade Republike Slovenije Janez Janša. Domovina je ena sama, vpeta v dušo in v srce. Ena sama, kakor mama, ni svetejšega od nje.
Najprej veselo zdravljico, bratje, čmo zapet. Bog našo nam deželo, Bog živi v slovenski svet. Brate, vse, kar nas je, sinov sloveče matere. Brate, vse, kar nas je, sinov sloveče matere, sloveče matere. Živi naj si narodi, ki krepe ne dočakat dan. Tako dr sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan. Da rojak prost bo vsak, ne vrag, le sosed bo mejak. Da rojak prost bo vsak, ne vrag, le sosed bo. Ne vrag, le sosed bo mejak. Spoštovane državljanke, spoštovani državljani Republike Slovenije, dobrodošli. Dobrodošli v imenu Zbora za Republiko. Dobrodošli v imenu vseh, ki smo se tukaj zbrali, ki dobro v srcu mislimo. Najprej pozdrav vsem vam, saj smo se zbrali zato, ker gre za Slovenijo. In iskren pozdrav velja tudi vsem našim današnjim govornikom, na čelu s predsednikom Zbora za Republiko, doktorjem Lovrom Šturmom, gospod Barbaro Brezigar, magistrom Bernardom Brščičem, doktorjem Andrejem Mumekom, gospodom Alešom Hojsom, gospodom Francetom Cukjatijem in sicer nadaljavo je z nami tudi predsednik Vlade Republike Slovenije, gospod Janez Janša, ki nam iz Bruslja sporoča, da diši po pomladi. Dovolite pa mi, da posebno dobrodošlico izrečem tudi gospe Urški Bačovnik Janša. Resnično smo veseli, da ste danes tukaj z nami in vam ter seveda vaši družini izrekamo iskreno podporo. Spoštovane gospe in gospodje, napočil je čas, da iskrenost v besedi in dejanju
spet dobita moč in domovinsko pravico. Čas, ki terja od nas, da brez fige v žepih rečemo Bobu Bob. Še posebej na današnji dan, na ta veliki slovenski kulturni praznik. K besedi zato najprej vabim predsednika Zbora za republiko, doktorja Lovra Šturma. Spoštovani zbor, dragi prijatelji, ob osamosvojitvi smo v Sloveniji poudarili, da zapuščamo nekdanjo skupno državo SFRJ, ker ne deluje kot pravna država. Vendar se dandanes upravičeno sprašujemo, ali živimo v pravni državi in pravični družbi. Če veljajo za redke izbrance v družbi ena pravila, za veliko večino navadnih državljanov pa druga, je upravičen očitek, da imamo dve pravni državi. Ena, ki naj bi bila enaka za vse, in druga, ki velja samo za redke izbrance. Najhujša posledica tega pa je to, da tako sprevrženo stanje briše v zavesti ljudi razliko med pravičnostjo in krivičnostjo. Pravičnost pa je mogoče doseči le, kadar je krivičnost odsotna. Pravna država je ključnega pomena za pošteno gospodarsko poslovanje in za normalni razvoj, za svobodo tržnega gospodarstva in tudi za svobodno podjetništvo. To je edina stvarna možnost, da se Slovenija izkoplje iz sedanje težke gospodarske situacije. Slovenija, naša skupna in edina država, naša skupna in edina domovina, ne more obstati, če ne zagotovi vsem svojim prebivalcem in vsem svojim regijam enake možnosti in enakega razvoja ter enake blaginje, če torej ne zagotavlja pravičnosti za vse. V Zboru za republiko se zavzemamo za svobodno izmenjavo mnenj, za strpnost in za spoštovanje mirnih zborovanj. Današnji shod je temu namenjen. Današnji shod je namenjen vsem, ki v srcu dobro mislijo. Zato je dobronameren, miren in strpen. Zbor za republiko se pridružuje mnogim stališčam, ki jih je slišati tudi na protestih, in sicer tistim, ki pozivajo na enakost pred zakonom, na pravičnost in na vzpostavitev pravne države. To so tudi naši cilji. Z vsem tem se v Zboru za republiko strinjamo. Vendar nismo za to, da se izvoljeni predstavniki države odstavljajo z linčem. Svoboden in odprt dialog, svobodna in odprta razprava je smiselna in potrebna. Vendar ne maramo in ne moremo se odzivati na odmike od kulture dialoga. Kultura dialoga je tista, za kar se zavzemamo, in zavzemamo se zato tudi za svobodno izmenjavo mnenj. Odkrito je treba spregovoriti o tem, kakšen naj bo prihodnji razvoj Slovenije. Zbor zavrača
vsaj zavrača tako oblast s politiko povezanih tajkunov, kot tudi grški scenarij. Vse to vodi v izgubo težke pridobljene samostojnosti in suverenosti slovenskega naroda. Izrecno tudi zavračamo vse oblike nasilja, tako verbalnega kot psihičnega in fizičnega nasilja in vse oblike ustrahovanja ljudi. Današnji shod naj bo zato kulturni dogodek v luči Prešernove Zdravljice z namenom naj prepir tako v svetu kot tudi v Sloveniji bo končan. To Sloveniji jemlje moč. Nakazali bomo pot naprej, boleče reforme bodo postale, nam bodo pokazale, kakšen bo nadaljnji uspeh. Hvala lepa. Hvala lepa, dr. Šturm, za pomembne in klene besede. In takšnih besed, spoštovani zbrani, bomo danes slišali še več. Kajti še kar nekaj govorcev bo z nami delilo svoje razmišljanja na ta veliki kulturni praznik, Prešernov dan, pa jih boste skupaj povezovala lepa beseda in izbrana glasba. Naši gostje so godba Slovenskih železnic iz Zidanega mosta, ki se nam je že predstavila. Ansambel Savinjskih 7 iz Velenja, pevka Tjaša Hrovat iz Domžal, pevska skupina Senica iz Radeč in dramski igralec Bine Matoh iz Nove Gorice. Slovensko himno pa nam je zapel svetovno znani operni solist in dobitnik nagrade Prešernovega sklada, ki je bila podeljena sinoči, gospod Marko Fink, ki mu tudi iskreno čestitamo.